Hello, hello! Dobrodošli na še enem webinarju za angliščino. Kot veste, smo pri Rasturi na maturi vsi zelo aktivni na socialnih omrežjih. Se pravi, če nas še ne followate na Instagramu, TikToku, če niste še tukaj na YouTubu subskrbani, hitro to naredite. Fora je pa v tem, da smo nedolgo nazaj objavili en video na TikToku, kjer sem jaz rekla, da bom odgovarjala na vaše vprašanja iz angleščine in tista, ki jih boste najbolj lajkali, bodo pristala v tem webinarju. Tako da sprašvali ste, jaz sem to sestavila in mislim, da je najboljš, da gremo kar pogledat, kakšna so bila najpogostejša vprašanja. Prva zadeva, ki ste jo kar veliko sprašvali, je, kako se v bistvu lahko najlažje ali pa najboljš učim angleščino, če angleščina ni ravno moj najljubši predmet. In v bistvu je opcij kar velik, par vam jih bom predstavila danes, in v bistvu so tudi zadeve precej preproste, oziroma vam ne bo nič hudega, če se boste na tak način učili angleščino. Ena zadeva je recimo to, da nekaj, kar itak že delate še naprej, samo ste mogoče malo bolj mindful about it. Se pravi, sigurno gledate filme, sigurno gledate serije, večinoma jih verjetno itak gledate v angleščini in super je, če si zraven samo lahko še prižgete angleške podnapise. Na tak način že super dojemate jezik, ko ga poslušate, če ga imate pa zraven še napisanega, je pa še toliko boljš, ker tudi vidite besede, kako so napisane, stavke, kako so sestavljeni in si boste še veliko bolj zapomnili na splošno jezik in kako se uporablja jezik in bo to super. Tako da kar gledajte še naprej Netflix ali karkoli že gledate, tako da je to ena super stvar, v bistvu tudi za učenje angleščine. Druga stvar je, da spremljate recimo dnevne novice v angleščini. Tudi če mogoče ne spremljate, če ni zdaj, da besno vsak dan odpirate neke portale z novicami, vseeno verjetno kaj tacga prečekirate, tako da kadar vas kaj zanima, si prižgite kakšno to stran v angleščini. Jaz recimo za veliko tako splošnih zadev gledam stran od The Guardiana, pol imate pa še tudi ogromno različnih, ne vem, BBC je super, ali pa New York Times, ali pa kaj tacga. V glavnem najdete pač eno spletno stran z novicami, ki vam je všeč, ki jo boste radi spremljali, berete tudi kakšne članke, ki se v bistvu navezujejo na tematike, ki vas zanimajo. Se pravi, ne vem, pač če vas zanima glasba, imate tudi vedno tam podzvrsti in članke in kolumne vse in je ful dober, če si kaj preberete v angleščini, da ne govorim o tem, koliko je pametno, če berete knjige. To tudi ne pomeni, da morate brati knjige, ki jih itak ne bi hoteli brati. To pomeni, da berete knjige, ki bi jih že tako ali tako brali, ali pa ki ste jih že, pa jih dajte še v angleščini. Recimo, ne vem, veliko vas ima radi Harry Potterja. Preberite Harry Potterja v angleščini, preberite vse Harry Potterja v angleščini. Oziroma najdite tiste knjige, ki so vam všeč, jih poiščite v angleščini, si sposodite v knjižnici, kakorkoli, in vam bo zelo prav prišlo pri nekem splošnem učenju jezika. Seveda pa tukaj ni za pozabiti tudi glasbo, se pravi, glasba je tudi en velik del in kulture, noter je tudi ogromno jezika, če še malo preberete lirikse pa vse, vam bo sigurno tudi zelo dober del, da malo pride v uho tudi jezik. Ena stvar je še, da pač delate sproti za šolo. Se pravi, tiste stvari, ki jih delate v šoli, so mogoče malo bolj slovnico povezane ali pa pač so mogoče kakšna taka besedila, ki vas toliko ne zanimajo, sam vam pa lahko zelo veliko dajo. In dobite lahko zelo veliko enega besedišča in spet slovničnega znanja, splošnega znanja jezika, ki vam lahko zelo pomaga.
Je pa mogoče še ena stvar, ki jaz tukaj sicer nisem zapisala, ampak jo lahko omenim. Um, jaz sem se veliko tujih jezikov učila in velikrat mi je pomagal, da sem recimo tako, karkoli sem počela, ne vem, doma, pa sem kaj skuhala, pa sem šla malo naokrog, pa kamorkoli sem hodila, sem sama sebi probala razlagati, kaj počnem v tistem jeziku. Se pravi, če vi pač karkoli doma počnete in si samo ali v glavi ali pa kar na glas govorite, v bistvu opisujete, kaj počnete, s tem boste v bistvu ful dobro speaking vadili in boste super zvadili tudi samo tako, kako izraziti svoje misli. Ok, gremo dalje. Eno vprašanje, ki se je tudi kar pogosto pojavilo, je bilo naslednje, in sicer kako oziroma kdaj se uporablja glagol biti. Glagol biti zna v angleščini biti precej kompliciran, oziroma če se ga na začetku dobro ne naučimo, lahko imamo kasneje težave. Je pač najbolj osnoven glagol pri skoraj vsakem jeziku in res je nujno, da se ga dobro naučite in da ga znate uporabljati. Jaz sem vam tukaj izpisala, kako se ga sprega v sedanjiku in tudi naprej, kako se ga sprega v pretekliku. Torej, te oblike, ki jih imate tukaj označene, je res treba si zapomniti, ni jih toliko veliko. V sedanjiku si morate 3 različne zapomniti, pa v pretekliku samo 2. In na tak način se tudi uporabljajo v stavkih. Recimo, I am a student, you are a student in tako naprej. Ali pa če govorimo za preteklik, I was a student, you were a student. Veste tudi, da se glagol biti, ko ga spregamo, uporablja tudi kot sestavni del vsakega continuous časa. Se pravi, present continuous, past continuous, se povsod uporabljajo vse te naštete oblike zraven. Tako da veste, da je v bistvu to samo nadgradnja naprej, tako da res se dejte naučiti, ni toliko veliko oblik, tako da glagol biti je kar največja osnova, ki jo je treba res dobro vedeti. Ok, naslednja tema in daleč najbolj iskana tema oziroma tematika, po kateri dijaki največ sprašujejo, so angleški časi. Jaz verjamem oziroma vem, da vas v šoli bombardirajo s časi in da dajo vedno zelo veliko poudarka na čase. Časi so seveda pomembna tematika pri angleščini, niso pa najpomembnejša in največja in karkoli snov. Tako da najprej naj vas pomirim, da niso sploh tako grozni, da se jih da zelo lepo naučiti, če se jih lote sistematično. Zdaj, jaz se v tem webinarju ne morem glih sistematično tega lotiti, ker če ne bi webinar trajal 3 ure, da bi vam vse lahko res lepo in natančno razložila. Bi vas pa povabila na našo platformo. Na naši platformi lahko najdete čase razložene, vsakega v svojem videu, vse angleške, tako da sem si že vzela čas, da sem to zelo natančno in sistematično razložila. Sestavlja tudi vaje za vse čase, tako da vas zelo lepo povabim, da si to pogledate oziroma da uporabite platformo, kjer je res vsak čas zelo natančno razložen, od strukture do signal words, do primerov stavkov, res zelo natančno za vsak čas posebej. Naslednja stvar, ki sem jo pa še posnela ravno zaradi velikega povpraševanja po angleških časih, je pa en webinar, ki ga lahko najdete že tukaj na našem YouTubu, kjer opišem nekaj najbolj pogostih napak, ki jih dijaki počnejo pri uporabi časov. Ko zamenjujejo kakšne čase ali pa karkoli, kakšni, ki so si podobni, ki imajo podoben pomen. Tako da v tem webinarju sem pa razložila par stvari, ki vam bodo sigurno tudi zelo prav prišle, tako da vabljeni, da si pogledate tudi ta webinar že tukaj na YouTubu. Tako da
na te dve zadevi bi vas usmerila, da si lahko zelo natančno in zelo sistematično pogledate čase. Passive voice je ravno tako eno izmed večjih poglavij v angleški slovnici in tudi dijaki velikokrat sprašujejo po razlagi tega. Tudi tukaj so noter vključeni časi, tako da je res večje oziroma pomembnejše poglavje. Spet, ni pa preveč zakomplicirano, oziroma tukaj je zelo pomembno, da dobro razumete in se dobro naučite osnove. In če imate dobro osnovo, potem tudi naprej ni več težko. Tako kot če pri matematiki štekate osnove, potem tudi nadgradnje niso več komplicirane. Tukaj je najprej zelo pomembno, da veste, kakšna je osnovna zgradba angleškega stavka oziroma povedi. In to je SVO, subject, verb, object. Subject je osebek, verb je glagol oziroma povedek in object je predmet. Če pa želimo uporabiti passive voice, pa razmerje obrnemo. Se pravi, subject pa object v bistvu zamenjamo. Se pravi, object vedno postane subject, se pravi, v tem primeru lunch iz objekta oziroma iz predmeta se prestavi v subject, se pravi v osebek, in glagol ostane na istem mestu, se pa spremeni in sestavljen je iz glagola biti plus past participle. Past participle veste, da je tista tretja vrstica pri nepravilnih glagolih, ki se jo morate naučiti. Tako da to je struktura glagola, ki se spremeni v pasiv stavku. Object oziroma predmet, pa tukaj v bistvu v pasiv stavku ni pomemben, včasih ga tudi sploh ne poznamo, tako da ni sploh nujno, da ga date zraven. Se pravi, najbolj pomemben je ta switch iz objekta v subject. Pri glagolih tukaj velikokrat pride tudi, v bistvu ne pride do spremembe časov, ampak se pač mal pretvori glagol, tako kot sem že prej rekla, osnovna formula za pretvoriti glagol v passive voice je, da ga damo v glagol biti plus past participle. V tem primeru, ki ga vidite na ekranu, imamo, se pravi, v osnovnem stavku oziroma v aktivu 8, kar pomeni, da imamo past simple čas, in pri past simple času bomo samo dali, se pravi, glagol biti tudi v past simplu, se pravi was oziroma pač v pretekliku, in eaten, ki je pač tretja oblika glagola oziroma past participle. Če bi imeli na primer tukaj past continuous, pa bi imeli recimo napisan Mary was eating lunch v aktivu, bi v pasivu to izgledal lunch was being eaten by Mary. Ta being vmes mora biti, zaradi tega, da s tem nakažemo, da je to continuous čas. Ok. Še čisto zadnja zadeva, ki se mi je zdela v bistvu kar pomembna, tudi veliko je vprašal, in sicer adverbs. Adverbs so prislovi in o prislovih se mi zdi, da sploh ne govorimo toliko veliko v šoli. Prislovi so v bistvu besede, ki, kako bi rekla temu, opisujejo oziroma določajo recimo glagole, pridevnike ali pa tudi druge prislove. Tako da jih v bistvu opisujejo. In najbolj pogosti prislovi se v angleščini končajo na končnico ly. S tem jih tudi ločite v bistvu od pridevnikov. Ker recimo imate pridevnik quick, adverb bo pa quickly, ali pa adjective quiet bo postal adverb, če mu dodamo ly, quietly, se pravi na kakšen način. Ali pa extremely, badly, beautifully, karkoli, v glavnem teh je res ogromno. Potem je pa tudi veliko drugih prislovov, ki nimajo te končnice ly in jih mogoče tudi zaradi tega tako iz prve še ne prepoznamo, da so to mogoče zares prislovi. In sem vam tukaj na ekran napisala par
takih, ki jih res, res pogosto uporabljamo, verjetno skoraj v vsakem drugem stavku je sigurno en. Tako da to je v bistvu to. Lahko jih uporabimo pred ali pa po besedi, odvisno tudi, kako hočemo kaj povedati. Ampak ja, prislovi so mogoče celo najlažja izmed slovničnih snovi pri angleščini, tako da ni nič posebnega več tukaj zapovedati, razen to, da sploh veste, kateri so oziroma da jih prepoznate v stavku. Tako, jaz upam, da je bilo to v pomoč. Za kakršne koli dodatne informacije vedno lahko napišete komentar, vedno lahko napišete nam na mail, na Instagram, na TikTok, tukaj na YouTube, res kamorkoli. Jaz vas povabim, da nas followate na vseh platformah, predvsem pa, da si tudi ogledate našo spletno stran. Za zaključek pa to, da boste vedeli, da niste sami, če vam učenje angleščine dela težave. Jackie Chana verjetno vsi poznate. Tudi on je imel težave pri učenju angleščine, ampak je snemal ogromne filme in velike filme, kjer je vse govoril v angleščini, tako da če je njemu ratal, sem prepričana, da bo ratal tudi vam. Uživajte, hvala, da ste poslušali, se vidimo, čau!